Z nami je nekdanji poveljnik specialne enote policije in predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Srečko Krope. Gospod Krope, je šlo za iskanje pozornosti oziroma provokacijo, ne glede na to, da je predajo orožja predvajal na Facebooku, vse skupaj pa je trajalo kar uro in pol in dober večer. Različni ljudje delujejo na različne načine, da pridobijo svojo pozornost v javnosti. Predaja, o kateri danes govorimo, orožja predsedniku vlade, je sicer na nek način malo neprimerna. Za osebno promocijo pa je to vsekakor tisto, kar je posameznik želel. Kako pa sicer gledate na poziv predsednika vlade, da se sprejme zakon, ki poziva k predaji nezakonitega orožja brez pravnih posledic? V bistvu ne gre za ničesar novega. Vlade v svetu lahko napoveduje oziroma sprejemajo zakon, ki omogoči množičen poziv k predaji nezakonitega posedovanega orožja in pa tudi jamstvo, da predaja ne bo kaznovana. V svetu se različne države tega ukrepa seveda poslužujejo prav zaradi tega, da zmanjšujejo število nezakonitega orožja, gre za prostovoljno predajo ali legalizacijo in pa gre za tisti družbeni vidik, ki se nanaša na ozaveščanje javnosti, preprečevanja nasilja in podobno. Skupne značilnosti so pa v bistvu sledeče, da gre za vse države, ta ukrep utemeljujejo s povečanjem javne varnosti in pa zmanjševanjem nezakonitega orožja. Slovenija in Italija uporabljata model legalizacije, to se pravi Nemčija, Avstralija, Združene oziroma Velika Britanija izvajajo predajo orožja, prav tako brez kazni. Zanimiv je primer ZDA, kjer imajo sistem odkupa tega orožja. Najbolj taka obsežna akcija je bila v Avstraliji v letih 96-97 in tam je bilo odstranjenih več 100.000 kosov orožja. Slovenija ima tako rekoč primerljivo strukturo ukrepov. Najlepša hvala za tale pojasnila. Tudi vam.